To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. V Lendavi so slovesno obeležili 29. občinski praznik in podelili tudi priznanja. Na osnovni šoli 3 v Murski Soboti so pripravili jesenske počitnice s športnim programom. Na počitniške delavnice življenjskih veščin vabijo v soboškem Miku. Mura je v Murski Soboti včeraj premagala vodilno Celje. In še vreme, jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V petek je v občini Lendava potekala slovesnost ob 29. prazniku občine. Slovesnemu dogodku, ki so ga posvetili dosežkom in razvoju lokalne skupnosti, so se pridružili županje in župani sosednjih občin, tudi iz Madžarske in Hrvaške. V gledališki in koncertni dvorani Lendava so v petek zvečer slovesno obeležili 29. občinski praznik. V kulturnem programu so učenci lendavskih osnovnih šol predstavili zgodbe starih fotografij Lendave, kar je dalo večeru čar, hkrati pa poudarilo razvojno naravnanost občine. Vsak občinski praznik je zato praznik ljudi, vas vseh, ki s trudom, z voljo in z odprtim srcem ustvarjate današnjo in jutrišnjo Lendavo. Je priložnost, da rečemo, da, uspelo nam je veliko in hkrati skupaj lahko dosežemo še več. Naš skupni cilj je sicer zahteven, a izjemno pomemben in dosegljiv. Graditi občino, v kateri je lepo in v kateri se kakovostno živi. Občino, kjer se sliši glas vsakega posameznika, od mladih, ki iščejo svoj dom, do starejših, ki želijo dostojno starost, od podjetnika, ki tvega pri opravljanju svoje dejavnosti, do prostovoljca, ki daruje svoj prosti čas. V Lendavi danes delamo z vizijo, z jasno zastavljenimi cilji in odgovorno. V slavnostnem nagovoru so se dotaknili tudi gradnje novih večstanovanjskih objektov, ki naj bi vabili, da se v Lendavi udomačijo mlade družine. Gradimo in nadgradujemo temelje občine, ki postajajo zgled v domačem in širšem prostoru. Iz dneva v dan dokazujemo, da se tudi v manjšem mestu da živeti veliko bolje, če v njem vlada enotnost, spoštovanje in pogum. Posebej sem ponosen, da z razpisom za reševanje prvega stanovanjskega problema mladih pomagamo mladim in mladim družinam, da si ustvarijo dom prav. Naziv častnega občana občine Lendava za leto 2025 je prejel Simon Rečnik, direktor trdnih izdelkov in antiinfektivov v družbi Lek ter član vodstvenega tima Sando Slovenija za izjemne dosežke na gospodarskem, znanstvenem in družbenem področju ter za pomemben prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine doma in v svetu, ki se je v nagovoru zahvalil v imenu vseh prejemnikov odličij. Vsak od nas je na svoj način prispeval kamenček v mozaik razvoja tega čudovitega okolja. Zato hvala, da to prepoznate in cenite. Rad bi povedal, da globoko spoštujem večetničnost teh krajev, to kulturno presečišče 3 narodov, ki ga čutim kot izjemno bogastvo in predvsem kot prednost za prihodnost. Kakšen je recept za uspeh častnega občana, smo prav tako izvedeli. Moja receptura za uspeh v poslu in življenju je preprosta, a trdna. Prvič, strast in predanost. Ko nekaj velikega počneš z resnično ljubeznijo in samozavestjo, pridejo rezultati. Drugič, povezovanje. Sodelovanje s tistimi, ki vedo več, s tistimi, ki poznajo tiste, ki vedo več, in s tistimi, ki prihajajo za nami. In tretjič, odgovornost in verodostojnost. Dana beseda gradi zaupanje, zaupanje pa premika meje mogočega. Vsa prejeta priznanja so izraz hvaležnosti občine za dolgoletno delo, predanost in prispevek k razvoju lokalne skupnosti, slovesnost pa je
Slovesnost vseh občanov so poudarili. Od danes do četrtka 30. oktobra so na osnovni šoli 3 v Murski Soboti jesenske počitnice športnim programom, namenjene otrokom starim od 7 do 10 let. Program se odvija vsak dan med 8:30 in 13:30 v športni dvorani tamkajšnje osnovne šole, kjer otroci pod vodstvom mentorjev preživljajo aktivne, zabavne in športno razgibane dopoldneve. Udeleženci se lahko preizkušajo v različnih športih, gibalnih igrah in družabnih izzivih, ki spodbujajo gibanje, sodelovanje in športni duh. Cilj programa je otroke spodbuditi, da počitnice preživijo aktivno v družbi vrstnikov in stran od ekranov. Brezplačne aktivnosti v okviru aktivnih jesenskih počitnic organizira Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Murskosoboški MIK, tako kot marsikje drugje, pripravlja tudi počitniške delavnice za otroke od 11. leta naprej. Kaj natanko se bo dogajalo na teh delavnicah, pa Maja Lačen-Škrbič, ki smo jo povabili v našo družbo. Maja Lačen-Škrbič, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Prav specifične delavnice so, kar poveže tudi sam naslov. Nam boste predstavili. Tako. Mi, ko smo pripravili počitniški tabor z naslovom Mali koraki za veliko rast, tokrat smo se odločili, da bo ta tabor nekoliko drugačen, saj imamo tokom leta ogromno vseh kreativnih delavnic, tokrat pa smo se fokusirali na osnovne življenjske veščine. Se pravi, pri nas se boste v teh 4 dneh, tabor traja od 27. pa vse do 30. oktobra med 9. in 1. uro. Otroci se bodo naučili dejansko, kako skrbeti za dom, kako počistiti, kako nekaj enostavnega skuhati, kako prijeti za šrof in ciger, zašrajfati stvari. Tudi seveda to orodje bo varno za otroke. Naučili se bodo, kako ločevati odpadke in res bodo postali taki mali ezermeštri. Ampak ta ideja je zelo, zelo dobrodošla v današnjem času, ko pravimo, da otroci so sicer izobraženi, tudi digitalno zelo pismeni, morda pa malce manj funkcionalni v vsakodnevnem življenju. Tako, ravno zaradi tega, kot ste omenili, smo pripravili ta tabor, ker opažamo, ko tudi otroci pridajo na te delavnice, kreativne delavnice in pač za njimi ostane ogromno papirja, da so ga rezali, pa kakšne nitke, se pravi odpadni material in mu rečeš, daj pojdi po metlo in počisti za sobo. Aha, ok, kako pa primem metlo, kam pa dam stvari, skratka stvari, ki nam pridajo v vsakem dnevnem življenju še kako prav. In tudi sem zadnjič slišala, da ena punca pač nikoli še ni menjala žarnice in je stara 14 let. Tudi to so neke osnovne stvari. Naš Miha Kavčič, ki vodi celoten tabor, bo tudi poskrbel, da bodo 3. dan tabora naredili en tak obhod. Se pravi, bodo šli na pošto, bodo zvedeli, kako kupiti znamko, kako poslati dopisnico, se ustavili na banki, uslužbence prijazno poprosili za neka osnovna navodila. Skratka, nekako vse od A pa do Ž. Se pravi, vse, kar pravzaprav v dnevnem življenju potrebujejo kot odrasli, pa ne nujno samo odrasli, tudi otroci gredo na pošto, recimo na banko ali kamorkoli že. Seveda pa ta delavnica ni namenjena tistim najmlajšim otrokom, to mora pa poudariti. Tako. Tabor je namenjen oziroma delavnica mladim od 11. leta naprej, ker se nam zdi, da tisti mali so še nekako, ok, saj imajo čas, da se naučijo neke osnovne stvari. Mogoče na mesto njih tudi starši še ene stvari pospravi, ampak od 11 plus pa nekako smatramo, da ti otroci oziroma že mladostniki morajo stvari znati in zakaj jim ne bi olajšali, ne? In konec koncev bodo ugotovili, da je to zelo fino in bodo verjetno ful ponosni, da lahko sestavijo prav en regal, bomo sestavljali, tako da bodo ravnali z šrofnici, gre z malimi šrajfi, potem z akujem, se pravi z vrtalnikom. In nedvomno bodo zelo ponosni na to, kaj so se naučili vseh teh dneh. Se pravi, da predvidevam je odziv na te počitniške delavnice oziroma na ta počitniški tabor verjetno velik. Ja, v Miku smo že nekako navajeni, da mogoče pri poletnih aktivnostih otroci samo pridajo v Mik brez predhodne najave. Tudi tukaj smo prijave zbirali zaradi lažje organizacije prek našega maila.
Dobili smo eno prijavo, ampak nedvomno bo na dan dogodka oziroma prvi dan tabor stekel kot že poprej. Ampak te delavnice si predstavljam, da so za otroke zanimive, kot ste sami rekli, tam do nekega določenega obdobja. Morda še so toliko radovedni, da sami poprimejo za metlo, kakorkoli pač že to storijo, ali pomagajo mamicam in očkom. Potem pridemo pa pri 11 letih tam na prag najstništva, kjer so te dejavnosti morda malo manj zanimive. Morda je tudi tu ključ, da ste se odločili za to vrstne počitniške delavnice. Tako, kot sem že prej omenila, tokom leta je ogromno delavnic in opazujemo razne karakterje mladih, ki pridejo k nam. In potem ugotoviš, da mogoče enim starši ne dovolijo kaj postoriti, pa si želijo postoriti, ampak niti ne dobijo priložnosti, da bi jih pač naučili. Tako da bomo nekako ciljali na to, da fokusiraj se na svojo hišo, na svoje stanovanje, kaj so tvoja dnevna opravila, ampak ali pa kaj mama ali pa ati, naprimer, počneta tokom dneva. Olajšaj jima, olajšaj sebi in poprimi ti za delo. Naprimer, okrog hiše sedaj ogromno listja. Mogoče, kaj pa zdaj, nimam razpihovalnika listja in grem pa vzamem grablje, pograbljam skupaj, kam pa to damo, v katere odpadke, v kateri koš, Se pravi, neke čist logične stvari, ki so mogoče nam starejšim že logične, njim pa še ne toliko, ampak dajmo jim olajšati in jih naučiti kaj novega. Tako pa tudi starši so do določenega obdobja zelo zaščitniški, ne lotevaj se tega in tega, ker se ti lahko karkoli zgodi, padeš ali pa se poškoduješ. Zdaj pa je neko obdobje oziroma neka leta, kjer se velja vse te veščine tudi naučiti in jih uporabiti v vsakdanjem življenju. Absolutno. Maja Lačen Škrbič, najlepša hvala. Z veseljem. Hvala vam. Nogometaši Mure so v 13. krogu prve lige Telemach pred domačimi navijači na stadionu Fazanerija premagali Celje z 2-1 in s tem vodilni ekipi prvenstva prizadejali prvi poraz v sezoni. Navijači Mure so glasno celoten dvoboj spodbujali svoje moštvo, ki je po dolgem času pokazalo bolj zbrano in odločno predstavo. Predvsem v fazi branjenja smo bili res odlični. Pustili enemu Celju zelo malo. Tako da jaz mislim, da z tega vidika zasluženo, da ne zmagali. Vesel sem za fante, vesel sem za trenerski štab, ker to smo rabili. Upam, da bo zdaj boljše, po eni strani pa smo spet na realnih tleh, na koncu smo še vedno 9. Tako da imamo še marsikaj za pokazati, upam, da bo to poneslo. Poglejmo še, kaj pravijo vremenoslovci. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan bo od severa naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj je bilo oblačno. Opoldne so v Murski Soboti in Radencih namerili 9, v Lendavi 13, v Krajinskem parku Goričko pa 11 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan bo od severa naraščala koprenasta oblačnost. Proti večeru se bo na Primorskem nekoliko pooblačilo. Ponekod bo še pihal jugo-zahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, v alpskih dolinah okoli 11. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in na Ptuju 4, v Mariboru 3, najvišje dnevne pa v Murski Soboti 14, v Mariboru in na Ptuju pa 13 stopinj Celzija. V sredo se bo na zahodu pooblačilo, občasno bo rahlo deževalo. Proti vzhodu bo ostalo sončno in suho. Ob morju bo zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa se bo še nekoliko okrepil jugo-zahodnik. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 4 in 13, čez dan pa med 13 in 20 stopinj Celzija. To je bilo vse za danes, ker smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!